Ni ves stres slab, mi potrebujemo tudi nekaj malega stresa, da se optimalno oziroma dobro počutimo, in to lepo ilustrira krivulja stresa. Krivulja stresa pove to razmerje med stresom in našim dobrim počutjem oziroma med performancem. Ko smo v tej prvi fazi, kjer je premalo stresa, bo to povzročilo, da ne bomo dovolj izzivani, se pravi, da ne bomo imeli motivacije, da se ne bomo dobro počutili, da ne bomo imeli tistega zagona. Potem druga faza je optimalna, se pravi optimalni ravni stresa, kjer smo ravno prav stresirani, nas spodbudijo, da se dobro počutimo, da imamo veliko energije in da smo motivirani za doseganje naših ciljev. Ampak potem, če ta faza stresa oziroma če stres nadaljuje, potem pride do preveč stresa oziroma kjer rečemo, da smo pod stresom, kadar je stres previsok, potem to vpliva na naše počutje, tako fizično, mentalno, kot tudi čustveno in duševno. Tudi če potem ta stres še nadaljuje, je predolgo previsok, potem pride do faze nizkega stresa, kjer naše telo ne more več proizvajati stresnih hormonov in takrat pride do te faze izgorelosti.